Seveda bomo uredili božičnico, itak jo bodo plačali drugi, ste rekli v tem videu, ki je sprožil tudi kar nekaj zgražanja. Vam je danes žal, da ste ga posneli, glede na to, da bo božičnica zdaj vsako leto, ali boste, če boste vladna stranka, božičnico ukinili? Torej, najprej ne odgovorim, da če je kdorkoli se počutil prizadetega, ni bil moj namen problematizirati obstoja božičnice, ampak način, kako smo do nje prišli. To se je zgodilo tik pred iztekom leta, pravzaprav brez pravega posvetovanja, brez pravih izračunov, in to je bila kritika, ki sem jaz uperil proti tiste, ki so to odločitev sprejeli. Sam ocenjujem, da božičnica je pravilno, da obstaja, lahko bi se dogovorila prej, in če bom slučajno bil v vladi, božičnica ostane tako, kot je. Če bo prerod v novih vladnih koalicijah, novih davčnih obremenitev gospodarstva ne bo. Bili ste zelo jasni. Da. Kaj pa razbremenitve bodo? Tako je. Torej, vsi vemo, da se je za gospodarstvo nabralo skoraj za 1,5 milijarde dodatnih obremenitev v tem zadnjem 4-letnem obdobju, in zato je skrajni čas, da se pogovorimo tudi o tem, kako nekaj razbremeniti. Ocenjujemo vsi skupaj v stranki, da je potrebno delo razbremeniti, mu vrniti določeno vrednost, se pravi, da se bo splačalo delati, in predvsem se mi zdi nujno potrebno pogovarjati o tako imenovanem ponovnem obujanju srednjega razreda. Namreč tukaj vmes so ljudje, ki so izrazito obremenjeni z davki, plačajo vse možne prispevke, vrtce, šole in tako naprej, in nimajo nobenih ugodnosti. Tukaj mislim, da lahko nastorimo več, da bo tem ljudem ostalo kaj več tudi v žepu. Poglejte, zdaj sva dvakrat namignila na to, če boste v vladi, kaj boste naredili. Ampak zdi se mi, da imate vi za svojo stranko kar nekaj težav. Za stranko, ki jo vodi Robert Golob, ne bi bili, ker je obremenjen s KPK-jem, za stranko Janeza Janše tudi ne, ker je nemogoča, v Anžeta Logarja ne verjamete, pa strašili ste pred skrajnostjo levice. Malo vam jih je ostalo? V redu, ni čisto tako po vrsti, če najprej začneva s Svobodo. Zelo jasen sem bil, da nimamo mi težav s Svobodo kot stranko, imamo pa seveda težave v trenutku, če bo ta stranka predlagala za novega mandatarja gospoda Goloba. Zakaj sem tudi že pojasnil. Mislim, da je stopnja integritete tisto, kar pravzaprav politika mora zagovarjati, gre za enakost pred zakonom, in ta stvar se mi zdi, da če se podre tudi zaupanje v državo, in potem bo težko voditi. Slovenija pa po mojem lahko ponudi več kot samo dve imeni, to se pravi Roberta Goloba ali Janeza Janšo. Mislim, da obstajajo tudi alternative. Za vse ostale smo se pripravljeni pogovarjati in dogovarjati, ampak seveda je potrebno povedati, da bodo pri nas najpomembnejšo vlogo igrali programske shodišča. Tista, ki smo si jih postavili, in če bomo tukaj se lahko srečali z našimi partnerji, potem bo možen tudi kakšen dogovor. Ampak, če greva na eno današnje aktualno vprašanje, bili ste tukaj le zadaj v studiu in ste poslušali debato tudi o KPK-ju in o tem, kar se je danes zgodilo. Ali to, te izločitve članov KPK-ja in ta zdaj obračun, da premier nekaj ni vedel, kar je bilo že sklenjeno, še dodatno majajo vaše zaupanje v Roberta Goloba ali niti ne? Da, še dodatnega majajo. Poglejte, v tej državi ne more biti politika nad zakonom, ki smo si ga nekako izbrali in katero ureja naše življenje. To je prvič. Drugič, če hočemo, da bodo zakoni veljali za vse enako, je treba voditi z vzgledom. Torej, je treba spoštovati tisto, kar se odločijo neodvisne institucije. Tukaj pa se zdi, da nekako se poskuša problematizirati odločitev, poskuša še nekako spodjesti samostojnost teh institucij, in to seveda spodjeda tudi potem pravni red naše države. Veste, politika bi morala sprejemati odločitve tudi tedaj teh institucij, ko se z njimi ne strinja. Tukaj mislim, da imamo pa kar nekaj težav. Na polovici najnega pogovora sva, predlagam en hiter krog vprašanj. Bi ukinili prispevek za dolgotrajno oskrbo za upokojence, bi ga ukinili v celoti ali bi pustili prispevek v obsegu, kakršen je? Jaz mislim, da je potrebno ta sistem pustiti zaenkrat tako, kot je, da vidimo, kako bo ta sistem zaživel. Šele, ko bomo imeli povratno informacijo, ukolikor primanjkuje in kje, potem se lahko o tem pogovarjamo. Ali bi se zavzeli za to, da se mladim do 16. leta, tako kot mislijo v Avstraliji in tako kot si prizadeva tudi sosednja Avstrija, prepoveste dostop do družbenih omrežij?
No, osebno nisem nikoli zato, da se bi kaj preveč prepovedovalo, sem pa seveda v velikih dvomih, namreč ogromno je takšnih in drugačnih informacij, ki se plasirajo skozi ta internet oziroma skozi ta omrežja. Tako da, če me vprašate osebno zdaj, se bi nekako naslovno na to, da je ta poziv po omejevanju smiselen. Ali je bilo priznanje Palestine napaka? Nikakor ne. Obratno, vam lahko povem, da sem celo zelo ponosen, ko se pogovarjamo o teh tudi v Evropskem parlamentu in vedno z ponosom povem, sem iz Slovenije, to je tista država, ki je Palestina priznala. Ste za obvezno služenje vojaškega roka? Ne. Mislim, da je sistem, kot je zdaj urejen, dober. Mi moramo ljudi spodbuditi k temu, da prostovoljno opravijo dolžnost do domovine. To je danes že možno. Mislim pa, da nismo uporabili nečesa drugega, to pa je, da bi ljudje varnostno opolnomočili, zakaj je to smiselno. Torej, spodbuda je tista, ki mora pripeljati mlade ljudi v sistem, ukolikor se bodo za to odločili, ne pa prisila. Pri NATO, pri orožju sva, vaša tema. Programska konferenca Preroda, da je treba narediti konec nakupovalne orožarske histerije. To je govoril vaš sodelavec. Ampak povejte nam, zdaj ste bili v Evropskem parlamentu, kako ohraniti obraz pred članicami NATO, pred našimi zavezniki, ki se pogovarjajo o 3 do 5 odstotkih za obrambo, ob tem, da moramo priznati, da mi tudi 2 odstotkov nismo dosegli. To je res. Ampak po vrsti. 5 odstotkov je bilo izsiljenih in to je zdaj že vsem jasno tudi v Evropi. Torej, vsi tisti, ki so nekako pristali na ultimat Združenih držav Amerike po 5 odstotkih, jim je danes hudo žal in iščejo pot iz tega. Tako da mislim, da tukaj ni taka težava. Druga stvar, ki pa se mi zdi bistvena, pa je, veste, izdatki sami pravzaprav ne definirajo prav veliko. Namreč, če bi danes sešteli 27 vojska, katere države imajo in jih vzdržujejo, in stroške ter vojake, ki jih izvajajo za to, da ta sistem deluje, imamo mi tega dovolj. Česar nismo nikoli storili, je integrirali tistih sposobnosti in kapacitet, ki jih imamo. Torej, pravilen odgovor bi bil, najprej dajmo izvesti integracijo tega, kar imamo, da bo bolj racionalno uporabljeno. Drugič, preveriti, kje kaj manjka in šele na koncu gremo kupovati. Veste, to je tako približno, kako da ne pogledate v shrambo, pa odidete v trgovino in kupite stvari, ki jih ne potrebujete. Prihajamo brez bremena, pravite. Kako bi se lotili javnega zdravstva v takem stanju, kot zdaj je? Kaj je treba narediti? No, prvo, kar je seveda treba nehati se kregati z zdravstvenim cehom in ga poskusiti vključiti v dialog. To smo že večkrat povedali. Drugič, zakon, ki na silo deluje, razdeljuje zasebno in javno. Tako protiustaven. Tako je pokazalo nekaj drugega. Namreč, mi bi že z obstoječo zakonodajo, ukolikor bi se direktorji tako odločili, torej ne podpisali za delo v zasebnih institucijah, to lahko že storili. In drugo, spet smo na začetku, torej, zakaj prisila? Zakaj ne bi vzpostavili ekosistema v javnem sistemu, da bi lahko zdravniki tam delali več, bili bolje plačani in jim zagotovili tudi kvalitetne pogoje dela? Jaz sem prepričan, da če bi vse to storili v javnem sistemu, bi bil ta pritisk po odlivu ven bistveno manjši. Da ne, Prerod naj bi ta teden dokončal kandidacijske liste. Bo na njih tudi kakšen kandidat, ki je trenutno še v drugi stranki? Ne. Zadnje ankete, gospod Prebilič, vas ne postavljajo na mesto, da bi vi lahko bili nova možnost za sestavo vlade na levi, nova alternativa, komaj da se ponekod prebijete čez parlamentarni prag. Znate biti samokritični. Kaj ste delali narobe? No, dejstvo je, da že ko sem vstopil v to tekmo, smo pričakovali malo več, recimo temu, prostora na levem delu, pa se je zgodilo ravno obratno. Sprejeti smo bili kot konkurenca in ne kot popestritev, ampak jaz še vedno trdim, veste, da na začetku tekme smo. Torej, jaz trdim, da predstavljamo alternativo vladi, ki bo preverila svoje rezultate v kratkem na volitvah, mi pa nagovarjamo ljudi, ki jih ta vlada ni zadovoljila. Mi smo prepričani, da lahko ponudimo več, boljše, predvsem pa bolj umirjeno, predvidljivo, spoštljivo in delujočo politiko v Sloveniji. Katera stranka, če ne bi vodili Preroda, vam je programsko najbližja in bi jo obkrožili, ko bi volili? Težko rečem, ker sem zavezan Prerodu in tem stvarem, ki jih tudi zagovarjamo, torej vrednotam, tako da vam na to vprašanje težko odgovorim.